Peugeot. Seriously? Dejstvo številka 1, SUV-ji, športni terenci so čedalje bolj popularni. Številka 2, enoprostorci pa počasi zginjajo, mislim, cepajo dol, kot po tekočem traku. Dejstvo številka 3, niso kar vsi tisti kupci, ki so jim bili enoprostorci všeč, prešaltali na SUV. In točno ti ljudje imajo pa zdaj en tak manjši problem. Mislim, če enoprostorci odmerajo tako hiter, kaj si pa lahko pa še umisliš? No, odgovor na to pa sploh ni toliko zapleten. A tole poznaš? Mislim, da vas je zdajle ene par rekel končno, ker sem dobil ogromen prošen. Ciril, daj prosim enkrat zagrab enega Berlingota partnerja, oziroma pardon, Rifterja, tako zdaj pa to novem Kanguja, enega od teh. Je pa tako, da še moram zdaj malo počakati. V tem trenutku se mi mudi na domačo predstavitev faceliftane Suzuki Vitare. Grem tja, to oddelam, pol je na vrste Rifter, pol moram iti po nova očala, končen. Zvečer bom pa malo usta odperil v sklopu blogerske konference. So rekli, da jih zanima, kaj vam zapovedati. Jaz sem tukaj mečkam zamujam, pojmo vse na hitavte pogledati. Evo jih, zdaj pa na tiskovko, pa enega pelati. Tiskovne konc, to je bilo pa hitro. Zdaj sem te prvi tukaj pri avtomobilih, enega zberem, kjer ga čmo. Kaj če potegane na konc, tromenga? Ta avto predstavlja tam okoli 50% cele prodaje Suzuki v Sloveniji. To pomeni, da je dosti pomembna. Pa tudi generalno gledano jo Slovenci kar dobro porajtate. 2016 je bil to največkrat prodan avto s 4-kolesnim pogonom v Sloveniji. Pa 2017 je bil tudi v top 3, ampak če odšteješ, da pol ene znamke tako malo naredijo, da se tukaj kupijo, pa pol kam drugam odpeljajo, je bila Vitara vsem prva. Kar se pa zgodovine tiče, da prva je vam prišla leta 88 in Vitara je bila, to ne smeš pozabiti, ta prvi majhen SUV na svetu. Ko ona je bila res taka majhna. Pol ta druga je prišla koliko? 10 let pozneje, 98, tretja 2005, četrta pa 2015. Je pa hecno, kako pri Suzuki ustrajajo, da to ni faceliftan avto, da oni tretirajo prenovljeno Vitaro kot čisto novo Vitaro. Ta Vitara je prenovljena, ni nova. Ampak to ne pomeni nič slabega. V bistvu je Suzuki že tako avto, ki je bil v osnovi zelo dober, še malo zboljšal. Na zunaj recimo nekaj dost. Ajde, maska je nova, odbijač je malo spremenjen, pa zadnje luči, te tudi. Pa tudi tukaj noter velikih sprememb, to je treba priznati, ni, ampak če si mečkim pozoren, pa boš zelo hitro opazil eno spremembo, mehka armaturka, pred tega ni bilo. Je pa kupenih novosti pri asistenčnih sistemih. Ajde, če je bila panika, je že prej znal sam zažlajfati, radarski tempomat tega je tudi imel, ampak nova je pa funkcija stop and go. Veš kaj to pomeni? To pomeni, da ko imaš ti vklopljen pameten tempomat, pa če tvoj avto zažlajfa, zna zdaj to narediti, da se čisto stav, pa če se pred tabo premakne preko 2 sekundah, zna tudi čisto sam spelat. Pa še par sistemov je novih, avto je pač pametnejši, vseh ne bom naštevil. Nov je recimo, ajde, enega lahko še povem, sistem za opozarjanje pred vijuganjem, to se pravi, če si ti malo, recimo, če si malo zaspan, pa začneš takole šajtati po cesti, te bo avto opozoril s piskanjem, pa prvič te opozarja, če je kdo v mrtvem kotu, pa prečni nadzor prometa, to se pravi, ko zapuščaš park plac, da te opozori, če gre kdo, ne? Aj pa prometne znake zdaj prepozna. Prej jih ni. Okej, to je v osnovi to, jaz avto peljem nazaj, seveda, cena 14,950. A je pa že ne pol leta sploh ni več na voljo dizla, tudi vstopnega 1,6 litrskega bencinarja, tisti motor je bil najbolj prodajen, tudi tega ni več, v bistvu imaš zdaj 2 motorja, 2 bencinarja, oba sta turbo motorja, ali imaš litrskega, ali pa 1,4 litrskega. To je to. 80% jih bo prodanih 4-kolesnim pogonom. No zdaj pa kaj smo rekli, najprej po to nove špegle, jaz sem tukaj, super nova, Rudnik. Evo, to so ta stara, to so pa ta nova. Kako se ti zdi? Kaj smo rekli? Aha, Peugeot. Kako smo v začetku rekli, SUV so čedalje bolj popularni, enoprostorci pa čedalje manj, niso vsi pripravljeni kupiti SUV-ja, kaj pa zdaj? No, avti, Rifter na primo so dobra alternativa, vedno bili. Jaz se z njim zdaj vozim 7 ali 8 dni. Pismo. Brz je racionalen, večjo računico delaš, več smisla ima tak avto. Tudi, ali pa mogoče predvsem zaradi placa. Ampak pojmo lepo po vrst. Oblike, tako kot ponavadi, ne bom komentiral, to je čisto tvoja stvar, pa čisto nič moja. Ajde, mogoče, ko prijemo v kabino, ker tukaj pa je ena velika razlika med tem, kaj recimo Citroen ponudi v Berlingotu, ki je praktično enak avto in veš kaj je to? Kokpit. A veš to, da imaš ti majhen volan, da merilnike zgledaš tam zgori, Peugeot, tej postavitvi, če se jaz prav spomnim, reče cockpit. Le da si boš znal boljš predstavljati, takole zgleda armaturna plošča, tukaj je vmesnik, tukaj ob strani pri vmesniku so površine občutljive na dotik, tukaj je pa ta zelo specifična postavitev majhnega športnega volana, prerezan zgori in spodaj, pa za njim merilniki. Meni je tole že na pogled ful všeč, a ne samo estetskem, tudi v praktičnem smislu se mi ta zadeva, ta način zdi posrečen in to je, če si mal pikolovc, lahko prednost, bi jo Rifter imel pred Berlingotom. Zdaj pa zakaj ne bi enkrat spet po ful dolgem času naredili klasične sladko-kisle, tako malo na hitrco? Prva stvar, praktičnost. Poglej, tole so drsna vrata, ki ti naredijo tako ogromno luknjo za prideti tja noter, da je to skoraj smešen.
In pol, ki si enkrat tukaj noter, imaš itak feeling, da si na pol v kombiju. Je pa res, da ko enkrat prideš do opreme, ne, je tukaj še kupenih stvari, ki jih lahko dodatno doplačaš, če se ti take stvari luštajo. Recimo tukaj zgor po sredini imaš lahko čisten drug set predalov, mislim, da si lahko misliš tudi uno streho, ko se malo čez vidi. Zavese, to tudi ni šloh. Pa ko že govorimo o placu, ne, vidiš, temu se reče ogromen prtljažnik. Ena večjih prednosti pri takem prtljažniku je pa to, da je pravilnih oblik. Ena pomanjkljivost mogoče pa kufru, da je lučka, ena taka dost boga, pa sam na eni strani, ko tak kufr lahko veliko stvari daš, ne, pa rabiš mogoče že več kot eno lučko. Pa tudi, če zice položiš, dobiš praktično raven dno. Druga sladka priročnost, ko pridemo do predalov odlagališč, da po mojem najboljših preštejemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vse to do sem. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, evo 24, pa sem skoraj prepričan, da sem kakšnega zgrešil. Valjda tukaj v kufru 25, 26, 27. Ok, zdaj pa res mislim, da je to. Gremo na tretjo sladko. Rifter je ful ukreten. S tem mislim predvsem na majhen obračalen krog in če temu prešteješ to, da ima ogromno steklenih površin, da se pravzaprav zelo dobro ven vidi, je glede na to, koliko je škatlast, pa uporaben posledično, tudi ful uporaben tam, ker ni toliko placa. Za četrto sladko bi dal jaz kar iCockpit. Preden gremo na peto sladko, še 3 kisle. Prva kisla, če hočeš tankat, moraš narediti tole. Peugeot. Seriously? Druga kisla. Avtocesta nekje med Ljubljano pa Domžalam v smeri Ljubljane. A veš, kaj avto bere prometne znake, pa ti javlja, koliko je omejitev. No, tam je omejitev 130. Avto je pa 100-200 metrov ustrajal, da je omejitev 70. Tretja kisla, to je pa v bistvu že ena taka klasika, sem prepričan, da se lastniki na to razmeroma hitro navadijo, ampak dolžina telih vrat, preden ti kufr odpreš. Tako da moraš malo po pamet parkirati, ne? Če slučajno rikverc kam daš avto, ne? Moraš vedeti, da ne boš mogel tega odpreti. No tako, peta sladka, tukaj sem se pa odločil, a bi dal najbolj očitno, ker sem avto za to že pohvalil in sicer, da ima ogromen prostora, a pa da bi pohvalil to, kar avto dejansko je, in sicer alternativa avtomobilu, ki počasi zginja, klasičnemu enoprostorcu. In če kupci v tebi vidijo ene vrsto rešitev, govorim na splošno za ta tip avtomobila, ker pomeni, da ta sladka velja za tega, za Berlingota, za Opel Kombota, za Kanguja, ja, pismo, to je ena taka prednost, ki se jo splača prijeti, pa tudi držati, če si fan prostornih avtov. Pa še ena stvar se je zgodila, preden grem na blogersko konferenco. Peugeota sem vrnil, prevzel sem pa tega modela. To je v bistvu prenovljen mini, tale barva je taka hecna, oranžna, ampak mislim, da mu kar paše. Bencinar, avtomatski menjalnik, to je to, zdaj pa zamujam. Moja so vsi že tam, sam še jaz ne. Pospeševalnikov in konferenc. Evo, blogerske konference konc, z mano je bila tudi Tina, midva greva redko kam skupaj, mislim, na takšno stvar. Kako je bilo? Ti mi povej. Jaz moram povedati. Kako je bilo? Super. Komotarja sem spoznala.